Sem si kot mlad želel biti zdravnik, kot moj oče. Želel sem si dobiti specializacijo iz ginekologije. Celo življenje sem se trudil. Dostikrat tudi so ljudje prepoznali ta trud, nisem se pa nikdar ločil od medicine, tako da praktično sem bil non-stop v medicini, tako da praktično niti en dan. Smo posvetili življenje stroki. Tako je bilo. Dr. Merla ima zelo dolgo kariero, v službi že več kot 45 let in ne boste verjeli, vsako leto mu ostane letni dopust. Jaz sem človek, ki se ne znam ustaviti. Če ne pridem po dežuri sem danes in zdaj imam 4 operacije, eno smo te večjo naredili. Ni bilo tako hudo, Super. Zdaj imamo še 3 nekoliko manjše, tako da, ampak to po dežuri spiješ 2 kavici in te adrenalin drži po koncu. Porodni številka 1 je gospa, ki čaka porod z dvojčki, na kar smo mi vedno veseli. Meni se včasih zdi, kot da ima on jedrsko centralo nekje v žepu. Kadarkoli on pride, on prinese s sabo to energijo. Po noči, če rabimo v dežurstvu, čez dan. Ni važno, ali je polnoč, ali je 4 ure zjutraj, prihiti na pomoč. Gre lepo. In s to energijo dela čudeže. To energijo vedno usmerja v pozitivne stvari, v izboljšave, v odnose. Brez takega timskega dela, da imaš varno pokrit hrbet in to naprej vse stransko, da on težko funkcioniraš. Je enkraten človek. Prva ambulanta je bila marca 83, se pravi 41 let. Kot njegova dolgoletna sodelavka, moram reči, da mi je lepo delati z njim. Ko se najini pogledi srečajo, veva, kaj morava narediti, brez da je vmes kakšna beseda. Sva že kot stara službena zakonca. Poleg njegove izjemne strokovnosti, pri njemu občudujem to, da se je uspel izjemno približati ženskam. In to mislim, da je naredil kot en od avantgardistov, kot eden od prvih zdravnikov, ki je izjemno poudarjal to, da ni pomembna samo strokovnost, ampak tudi približati se ženskam. Od dr. Merla telefonsko številko mislim, da ima vsaka njegova pacientka. Na razpolago je vedno. Ko je zunaj še čista tema, ko se ljudje komaj prebujajo, on že dela. Ta odnos do pacientov, do kolektiva in to je ključen. Brez tega ne bo hiša dihala tako, kot mora dihati. In sem tudi do mojih mladih pri tem kar dosleden, da delajo prav z ljudmi in kot pacienti, ki so bolni in še rabijo neko dodatno tudi psihološko podporo. Tako da vzameš pacienta, ne samo prideš, te dam na mizo, operiram, to ni tako, moraš si najti tudi čas, kar je danes malo problem, da se s pacientom pomeniš, dobro anamnezo vzameš. Dr. Merlo je, kot veste, že dolga leta nazaj odprl tudi 3. center za zdravljenje neplodnosti v državi in je zdaj na novo zaživel v novih prostorih z izjemnimi, skoraj nadčloveškimi napori dr. Merla. To sem imel za realizirati in to mi je uspelo. Vključno z dobro ekipo, na katero sem tudi ponosen in zadovoljen, da delajo tako, kot delajo. Zdaj včasih ste srečo na cesti, joj, veste, jaz sem pa tista, ki sem bila visoko rizična, ne vem, pa tako naprej, pa sem že 3 generacije imel priliko videti, tako da sem rekel zadnji čas, da počasi začnem malo zmanjševati ta tempo, ker je očitno treba misliti tudi včasih malo nase. Bolnišnica je bila za celo Primorsko, če se spomnite, na poti proti jami, ta stara stavba in takrat sem tam začel in v bistvu tukaj, ko smo se preselili, pa bom tudi končal. Tako da dober občutek, da si bil vedno v isti hiši. Tako da v bistvu moram priznati, da je ta želja se mi izpolnila in sem se videl v njej realiziranega zdravnika.